Je pa vsekakor omembe vredna tudi nova eskapada predsednice državnega zbora. Če so feministke v Franciji nedavno zoper odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina protestirale tako, da so po Parizu marširale zgoraj brez, se je naša predsednica državnega zbora odločila, da bo poslanca NSI Aleksandra Reberška izvala tako, da ga najprej potreplja po ramenih, nato pa privzdigne desno stran krila in poslancu ter celotni slovenski javnosti pokaže svoje desno stegno. Kaj pa to tašnega? Jaz grem tudi čas v novinarski desk na Planetu se malo pokazati, pa uprizoriti kak pompozen prihod. Zelo žalosten in majhen prihod, ampak pompozen. Sam sebi delam antireklamo. V glavnem, predsednica državnega zbora je ubrala za marsikoga preveč predrzno potezo, ampak posnetek, ki je zaokrožen, ki smo ga videli, je dejansko zelo slabe ločljivosti, a ni? Saj z tega posnetka ne moramo vedeti, kaj je res naredila. A je to res pohona na tem posnetku? Konec koncev ne vem, lahko se je sam porit popraskala. Ne vemo. Težko je reči. Zato bi rad v tem trenutku v studio povabil našo hišno Urško Klakočar Zupančič. Ampak ne v navadni hitrosti, ampak lepo prosim, v počasnem posnetku, da si lahko tokrat v miru ogledamo, kaj ima za pokazati. A se strinjate? Ja? Ok, prosim režijo za počasen posnetek. Pa lepa Urška, tole je bilo pa zelo nazorno. In predvsem lepo v počasnem posnetku, da smo si lahko lepo ogledali. A ni huda? Kaj bi mi brez nje? Jaz mislim, da vsaka bajta rabi eno Urško. Da je pestro. A veste, tale Urška si pri nas kar prvošči. Res, pogledajte si tole. Jaz bi mogla v bistvu biti dama pa pogoltn, pa res. Dame pogoltne, to je res. Mogoče pa zdaj res točka, ki pa treba zaključiti. Dama. Pri nas ga bolj žinga, kot tiste v DZ, a? Smo pa lahko v naši informativni vdaji Planet 18 ta teden videli zanimiv prispevek o protokolarnih darilih. A ste videli? Ste gledali? Če mi ste rekli, da gledate 24 ur na mest Planet 18, vam zdaj nagnal ven. Pa bom dal na stole gumijaste medvedke na mest vas. V glavnem, naši novinarski kolegi so se sprašvali, ali lahko naši funkcionarji protokolarna darila obdržijo. Darila so pogosto zelo draga, zato v večini primerov niso last prejemnikov, temveč last države. Vsaka država ima glede ravnanja s protokolarnimi darili svoja pravila. V Sloveniji pa zakon določa, da morajo javni funkcionarji vsa darila, ki presegajo določeno vrednost, prijaviti v državno last. Danes pa so del uradnih zbirk. Zanimivo, ne? Zih vas zanima, kaj so ta darila. Tako kot mene. In ne boste verjeli, dragi gledalke, cenjeni gledalci, naša oddaja je pridobila dovoljenje od protokola, da si lahko sposodimo nekaj največjih protokolarnih daril, ki so jih naši funkcionarji skozi leta prejeli ob državniških obiskih in so ostala v državnih zbirkah. A ste za, da se jih skupaj ogledamo, a ne par zdaj? Ja, hvala lepa, vesel. So rekli, ja, kaj da so plačani za to. No, tukaj nekaj neprecenljivih artefaktov iz protokolarne zbirke. Začenjamo pa z epolete. Gre za darila
Marjanu Šarcu. Evo. Darilo Marjanu Šarcu od Gibanja Svoboda 2024. leta, da bi čim prej odletel. Pa tudi je v Bruslju. Naslednje darilo, da jo pogledati, je povodec, darilo Karlu Erjavcu od Angele Merkel 2014. Za njegovega psa Lorda, mislim, da. Tretje darilo. Libijska abaja, darilo Borutu Pahorju od Muhammarja Gaddafija 2010. Poglejmo si tole. Mislim, da takole izgleda. Zdaj, če se ne motim, je bivši predsednik Pahor to vsak dan nosil takrat. Mislim, ker je vohat. Všeč mi je von po znoju. Naslednje darilo je maska, darilo gre pa Zmagu Jelinčiču od stranke SNS s pripisom, da bi končno izgledal bolj normalen. Pa tudi velike oči ima, da bo boljš videl, ne bo spet padel v kakšnem studiu. Pejmo naprej. Moramo vse porabiti, ne moram pomagati. Muca Kimaha, to je pa darilo Mihi Kordišu od stranke Levica. Slovo je težko. Ampak lažje, če ti maha mucica mala. Lepa je. Pa še japonska povrh. Naslednje darilo je kip Tanje Fajon. Gre pa za darilo Tanji Fajon od kenijskega premierja Musalija Mudavedija. Zdaj ne vem, meni se ne zdi, da so jo čist zadel, no. Mene prej spominja na neko žival. Ne vem, no. Pač Tanja Fajon. Pojmo naprej. Naslednje darilo je čisto preprosto les. Darilo Sloveniji od maorskega plemena Iwi. Baje so slišali, ko se elektrika pri nas draži, pa... Tole bomo zdaj kurili. Ok, naslednja stvar je morski psiček, ne morski pes. Darilo Hrvaške Sloveniji. 2009. Ob arbitraži, ne? Zakaj? Ja, celega morskega psa ne dobiš slovensko morje. Tega mi je pa narodno, ampak bom vseeno, bom šel. Pred nami je še zadnje darilo, gre za kipec Tutankamonovga dleta. Darilo Danilu Türku od Sameha Šukurjevega, egipčanskega diplomata. Tole je reprodukcija Tutankamonov, ja pač Tutankamon je delal. Zdaj, kolikor ga je... to vibrira. Koliko ga je Danilo Türk uporabljal, ne vemo. Vemo pa, da je ostal v protokolarni zbirki. Upam, da cenite ta skeč, za te rekvizite smo dali 23,45 €. Zdaj pa še na hitro v ZDA, predsednik Donald Trump je kupil rabljeno vozilo od sumljivega preprodajalca. Dajmo se pogledati. What's your best of these cars? What do you think? Well, the car that I drive is the Model S Platinum. Which is that one? That red one in the I middle. like that. Yeah. Whoa! Should I get in? Get in! Okay. I can take it. Thank you. Now let me get into this sector. I'll watch Secret Service go crazy. Thank you. I mean, if you actually drove it around, it would Oh, really be that's well. beautiful. Wow. A Trump ima sploh izpit? Ker izpita za državo voditi, vem, da nima.
Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.